Hej, Hoj. sem Andraž in Davor iz SweetTech TV in danes imamo za vas en video, ki smo ga želeli res kar nekaj cajta posneti in zaradi katerega sva zelo vzburjena. Razburjena. Sorry. Namreč na posojo nam je ratal dobiti Tesla Model 3 Performance Edition. Teslina vozila se zmeraj pojavljajo v praktično vsaki debati, ko je govora o električnih avtih, in od nekdaj je bila najina velika želja, da bi ga enkrat sprobala tudi na najinem kanalu. Veste, kaj je pa druga največja želja? Da se naročite vi na tale najin YouTube kanal in da jo spremljate na vseh teh spodnjih družbenih omrežjih, da lahko povečava najino družino naročnikov in tako za vas objavljava še več cool videov, kot je ta. Rada bi se zahvalila tudi najinemu kolegu, Kristjanu Kadivcu, ki nam je omogočil, da sva posnela tale video. Tako da dajte si ogledati njegovo Rent-A-Car podjetje EV-Dash. Povezava do njihove spletne strani bo tukaj spodaj. O samem podjetju pa bomo malo več rekla tudi na koncu tega videa. Hvala pa tudi kolegu, ki nam je posodil dron, da sva lahko dobila par res hudih šotov z njim od avta. Link do FB strani njegovega dron servisa je v opisu. No, ok, zdaj pa mislim, da je res cajt, da kar začnemo z videom, ker imamo kar dosti kilometrov za narediti. Preden začneva, samo ena zanimiva skrivnost o naju. Dobri 2 leti nazaj je Davor gledal video od Supersepa, znanega britanskega youtuberja, kjer je predstavljal takrat svojo novo Teslo in se dokončno odločil, da zaštartava stvari za tale kanal. Nostalgija. Ja, res. Od takrat naprej sem skozi govoril, da hočem s tem kanalom zaslužiti dosti, da si kupim Teslo, ki je za tehnološke entuziaste praktično stanski avto. Sploh zame, ker sem itak eno Teslo v bistvu. Okay. No, niti približno še nisva dosti zaslužila za njo, ampak sva pa dubla na test, tako da nekaj ali kako bi rekel. Preden pa začnemo, vas hočeva samo pomniti, da nisva eksperta za avte, konec koncev je naslov najinega kanala The SweetTech TV, ne pa The Sweet Auto TV, vsaj bolj tech geeka, ne toliko auto geeka, ampak Tesla je res avto z veliko sodobne tehnologije vse, tako da sva se ful veselila tega testa. Ja, valjda bova glih tako probala najine občutke podpreti s pravilnimi informacijami, tako da nič bati. Ampak če ne bo glih vse tip-top, se vam iskreno opravičujeva in vas prosim za razumevanje. Najprej pa par osnovnih informacij. Na test sva dubla Tesla Model 3 letnik 2020 v najjači izvedbi Performance, ki ima z enim polnjenim realnem doseg od 340 do 470 km, odvisno od načina in terena vožnje. Skupaj s še 2 kolegoma smo jo peljali iz Kranja do Ljubljane, do Črnega Kala, pa do Izole, do Trsta, Kozine in nazaj v Kranj, tako da smo jo res oranž testirali. Model 3 je bil sicer že od svoje splavitve leta 2017 zamišljen kot bolj cenovno dostopen model Tesla za plebejce, kakor sva midva. Ampak Model 3 Performance je za malo višjo kasto plebejcev, ker morate zanj vseeno odšteti vsaj 66 jurjev, kar je objektivno gledano še zmeraj dosti keša. Itak, če se zmišljujete, mu lahko komot nabijete ceno, lahko pa si umislite tudi cenovno malo dostopnejša brata. Srednje cenovni Model Long Range stane 62 jurjev, najbolj osnovni model pa stane 53 jurjev. Če ste človek, ki veliko prevoz in da veliko na to, da rab kar se da malokrat filati avto, pol vam definitivno priporočava, da kupite dražje modele, ker se razlika med njimi dejansko najbolj pozna pri dosegu oziroma pri avtonomiji baterije. Sam za primer, mi smo na našo ekskurzijo iz Kranja štartali okoli 12:30 s približno 70% baterije, v Izoli smo imeli potem okoli 37% baterije, pa jo nafilali nekje do 47%, in ko smo se zvečer na Kozini priklopili na Supercharger, smo imeli še okoli 20%, pa čeprav smo se cel dan veliko furali naokoli, tudi v oranž klance, kar je velik dokaz o tem, koliko se ta avto nafila ob vožnji navzdol, ker ima toliko energetsko varčne sisteme. Zdaj samo tako informativno, pač že nekaj časa furamo. Šli smo pač v Klanc, ker pač do morja imaš kar en par vzponov. In koliko smo rekli? 5%? Vrhniški Klanc. Ja, tako da nekaj se pozna, no. Dobro je, da smo že tudi s precej napolnjeno baterijo šli. Pa še bomo filali, ko dol pridemo. Bo kar treba filati. Tukaj se zdaj porablja baterija, tukaj se pa zdaj nafila. Ko gre v zeleno, se baterija fila, tukaj se pa porablja, tako da lahko tudi potem spremljate, kakšna je situacija. Ko malo nabijemo, se pač zelo močno porablja baterija, logično. Ampak če gremo čisto od začetka, izgled avta je že skoraj ikonično eleganten in futurističen. Celoten profil avta je sicer nizek, zelo nizek, tudi za nizke avte,
ker pomeni, da se boste mogli med vožnjo zavedati, da ta avto ne sme čez ležiče policaje več kot 10 km/h. Prav tako pa to ni avto za v gore, temveč za kakšno mestno vožnjo, za vožnjo po avtocesti na morje ali pa za kakšno kavico v Izoli ali pa v Trstu, kot smo šli mi. Tukaj bi dodala, da so bila kar precej presenečena, koliko prostoren je sicer ta avto, vsaj kar se tiče odlagališča za prtljago. Dejansko prtljažnik je globok. Lahko spravite tukaj marsikaj noter. Mi imamo sicer malo... Malo imamo natrpano, ampak nimamo pa trupla noter. Okej. Dajmo še spredaj pokazati. Ja. Evo, nekaj mečkega lahko tudi tlele noter date. En six-pack. Ja, magari še nič drugega ali pa kakšen mečken kovček recimo. Tle, ampak fajn je takole, ja, recimo za ta kabel, ki je v bistvu za električne polnilnice. Že dobite priložen zraven. Ja. Naju ta avto fascinira, ker ima vse toliko res sodobne tehnologije, da bi lahko naredila cel seznam. Če boste šli okoli avtomobila in boste malo bolj pozorni, boste opazili, da ima 8 kamer, ki skupaj pokrijejo vseh 360 stopinj okoli avtomobila in delujejo skupaj kot oči za avtopilota. Tukaj so kamere stranske. En senzor za odpirati vrata. Gremo, tukaj imamo recimo kamero spodaj. Pa imamo pa senzorje še spredaj. Okay. Isto v bistvu tudi tukaj. Tele kamera, tam senzor. Imamo tukaj senzor. V bistvu, če nadaljujemo. Senzor. Senzor. Pa še tle so senzor. Senzor 1, senzor 2, 3, 4, v glavnem. Senzorjev. Kako avto dejansko naprej pokaže? Ja, 250 metrov range ima. In če zazna. Model 3 odklepate s pomočjo Tesline aplikacije, ki si jo naložite telefon in povežete z avtom, in ko se približate avtu, se ta za vas kar odklene, ko greste pa preč od njega, se pa zaklene. Je pa tudi drug način, in sicer s pomočjo elegantne črne kartice, ki jo sam prislonite na senzor in avto se magično odklene. To kartico tudi uporabite za zagon avtomobila, ko jo podrsate na senzor pri naslonjalu za desno roko voznika in valjda z njo tudi zaklenete avto. Kaj pa če gre kaj narobe? Kako takrat pridete v avto? Lahko dobite zraven tudi ključ v obliki avta Tesla, s katerim lahko pridete noter, tako da imate nek backup. Avto ima 4 vrata, ki vas popeljejo v elegantno notranjost, kjer imate zaradi velik stekla občutek, da je dejansko več placa, kakor ga je. Sploh, ko vzamete v zakup še to, da imate veliko prostora nad glavo in da lahko veliko stvari pospravite tudi v naslonjalo za roke in pa v prekat na sredini pod kontrolno konzolo. Tukaj je v bistvu plac za brezžično polnjenje telefona. Da nakažemo. Da položite telefon gor. Se brezžično polni. Potem je tle, ja, za pijačo veliko prostora še tlele noter za... Zdajle se mogoče ne vidi, ampak zelo veliko prostora. Samo če gre moja roka noter. Ko gre lahko noter. Je, ogromno prostora. Potem tole je naslonjalo za voznika, ki hkrati ima tudi senzor za zagon. Ja. To se pravi senzor za kartico za zagon. To pomeni, da je Model 3 zelo udoben avto. Vse dokler ne pretiravate in sabo na kavico potoražete več ljudi, kakor imate pa skrati. Okay. Kar se tiče samega interjerja, lahko ga vzamete samo v črni barvi ali pa v črni in beli barvi. Je zelo minimalističen, kar bo nekaterim, ki prisegajo na ta slog, zelo všeč. Spet drugim pa se bo avto zdaj malo uskubljen. Kar vam hočem povedati je to, da ne pričakujte kakšne ekstravagance v slogu Mercedesov, ker je to več kot očitno avto za new age človeka, ki se nameče ven z glamurjem in tudi podrobnosti za detajle in kakovosti izdelave ni tako, kot pa kakšnih nemških mašinah. Minimalizem pa je tudi nekje drugje in tam se bo pokazal, če vam je avto dejansko všeč ali pa ne.
pri fizičnih gumbih. Teh je zelo malo in še tistih malo, ker jih je večinoma na volanu. Meni recimo to ni bilo všeč, ker nisem imel na primer števcev za hitrost, fizičnih gumbov za uravnavanje temperature, pa za kritje sedežev, tako da morate za vse to imeti interakcijo s 15-inčnim zaslonom, ki je sicer zelo lep, zelo odziven, ampak hkrati vašo pozornost iz vožnje preusmeri nase, ker se nama ne zdi glih najboljši rešitev. Ja? In včasih dobite občutek, da za ta avto potrebujete imeti pilota. In potem imamo tlele ta glavno atrakcijo, ki izgleda kot horizontalni iPad Pro, dejansko ogromen 15-palčni zaslon. In tukaj v bistvu imamo zdaj zemljevid, ki je v bistvu na osnovi Google Mapsa narejen za navigacijo. Potem tukaj imamo avto, prikazuje prtljažnik, spredaj, odzadej. Lahko odprete prtljažnik, tamle se je zdaj odprl, lahko odprete zunanji prtljažnik, kaže, da je odprt. Merilec hitrosti, v bistvu potem odstotek napolnjenosti baterije avtomobila, pa mod, v katerem je zdaj, ki je zdaj trenutno chill. Zdaj, če se na spodnji del predstavimo, tukaj je v bistvu glavni meni, leva stran kaže vse glavne funkcije, ki imate, recimo upravljalne elemente, imate za zaklepanje, za žaromete. Andražova najljubša stvar, kako odpreti. Kako odpreti, namreč nekako ne pridete noter. No? Evo ga. Pedali krmenje, kakšen je pospešek, način ustavljanja, kakšen imate. Polnjenje vam kaže odstotek, tukaj na veliko, tukaj na malo, tukaj na veliko. Da odprete recimo polnilc, ga zaprete, načrtovanje, tudi recimo, ki je najbližja super hitra polnilna postaja. Bila recimo zadnje hitro polnjenje. Ja, potem avtopilot, beta program trenutno. Potem ključavnice lahko zaklenete vrata, potem tudi za otroško varovanje, imate otroško zaporo, če imate pač mlajše sovoznike, žaromete, kakšne imate, lahko določate kabinske luči, kako se bojo obnašale, tudi ambientalne luči. Sam zaslon, kakšen je, recimo, če imate dark mode, light mode, kakšna je prosojnost, vse recimo jeziki, čas vklopa, izklopa, razdalja, pač v katerih enotah je. Potem potovanje, vam kažemo statistiko, to je zelo priročno, da malo vidite, kako se avto obnaša. Navigacija, katere komponente vse imajo. Potem sama varnost, recimo, da dovolite mobilni dostop v avto noter, pa vožnjo brez ključev. Pa s to kartico. Recimo, če imate dashcam, kako se lahko vklaplja, to imate vse. Recimo druge stvari imate. Potem imate tukaj za servis, imate tudi za koliko so gume napolnjene, leva, desna. Recimo, ne vem, način avtopralnice, za vleko, za vse lahko konfigurirate. Programska oprema, v bistvu na kateri programski opremi je trenutno, kakor veste, Tesla redno posodabljajo. Ja, takole je. In tukaj je lepo dual motor. Tukaj imate recimo za vsa opozorila, ki vam jih avto da, in tudi čas, ko so vam jih dali. Tukaj imate v bistvu povezave, recimo lahko nastavite, kjer je v napravi, imate vse priključene. Hotel še kaj pokazati? Ne. Pa na koncu, je pa sam tukaj, da imate še za povezave, za Wi-Fi. Tako. Tukaj od spodaj imate, to se pravi, klimo, voznikova, sovoznikova, tukaj ročno naštimane, tukaj imamo trenutno 20 stopinj. Tukaj lahko prilagajate vse. Imate zelo lepo narisano, recimo, če na moji strani preverimo, recimo, kako zračen tok piha, zdaj je trenutno narazen, damo skup direktno vame usmerjen. Lahko tudi določate, kam mi piha. Mi bolj v obraz piha, bolj v prsa, bolj v noge. Isto bi lahko na levi strani naredili. Koliko močno ventilacijo ima. Ali pa avto tudi tukaj lahko recimo se da. Potem to je za sprednjo stran, potem imate pa še za zadnjo stran in lahko, če klikneš gor, to je v bistvu zagretje zidcev. Tako da lahko nekomu podkurite, ko je poletje vroče. Druge stvari še, čisto hiter, je v zadju imate radio, lahko brskate po radijskih postajah, ki jih imate, pauzirate, premaknete naprej. Potem, Bluetooth,
Pol imate telefon. Če bi ga hotel povezati z klice. Ja, še to povejo, to ni drugače Android Auto, kot ste opazili, to je pač prav od Tesle, vmesnik noter specifičen. Potem imate recimo kamere, imate od zadaj, evo tukaj vidimo, da imamo enega stokerja, ki hoče odreti noter. Tukaj imamo eno lušno blondinko v zadju, tako da to vam vse lahko pomaga med vožnjo. Tukaj imate kakor en home app, če se ga spomnite z Androida, za deške, za energijo, koledar, sporočila, gledališče, arcade. Tukaj recimo lahko gledate YouTube oziroma tudi naju bi lahko gledali na... Ja, subscribite. Subscribite se gor, pa tukaj med vožnjo gledate. Res infocenter v pravem pomenu besede, pa še redno se ga posodablja za boljšo izkušnjo. In če hočete malo hecati folk, se lahko igrate zvoki, da jim prdi izpod sedežev, ali pa prikažete tudi romantični kamin, če hočete imeti sexy time, samo pol ne imeti črnega interjerja. Tako da Tesla je v bistvu res prava igračka od avta in vam lahko tudi zaigra še eno predstavo z lučmi, če vam je dolg čas, ko recimo čakate, da se vam avto napolne. Evo, tole je pa predstava, da se ne dolgočasimo. Andraša, uživaš v predstavi? Vse skupaj zaokrožuje 14 zelo kvalitetnih zvočnikov, ki proizvajajo zelo glasen in naraven zvok. Ok, to je vse super in fajn, ampak verjetno vas zanima bistvo, kako se avto fura. Z eno besedo? Super. Ta avto je užitek vozen in dejansko imate cel cajt na smeh na faci, saj ste se tudi zelo hitro navadite na samo vožnjo v njem, no vsaj mitar so se. Drugače pa sam avto sicer zelo tih, v bistvu je vse, kar slišite, samo kolesa, ki se vrtijo po podlagi, ko se vozite, in tako znate tudi prestrašiti pešce, ker jim lahko pridete čisto za hrbet, brez da bi ostali sploh opazili. Te tišine se boste mogli navaditi in za tiste avtomobilske turiste, ki imate radi hrup motorjev, to definitivno ne bo avto za vas. Ampak ko ta avto voz ka pošast. S 513 konji moči ta avto sport mode načinu pospeši od 0 do 100 km v 3,3 sekunde, tako da vas orang zabije v sedež in vam zaklene varnostni pas, doseže pa maksimalno hitrost 261 km/h. Sam pogledajte našo faco, ko se kar naenkrat pospešil na 100 km/h in nas je zabil v sedeže. Te reakcije od folka so vedno zelo zanimive in zabavne. Vetrovno, po večini bo še jasno. Nice! Predvsem nam je všeč to, da je avto primeren za vse tipe vožnje, se rabite počasi fjakati po ozko makadamski cesti ali pa pospešiti kot zmešani na cesti izven naselja. Z modelom 3 boste z lahkoto vozili oba tipa, brez da bi vam avto vsiljeval, kako ga morate voziti. Boste se pa mogli malo navaditi nanj, tudi če ste navajeni drugače furati avtomatike, ker je vožnja z njim vsem malo drugačna. Res je. Če vzamemo za primer BMW, tam držite nogo na bremzi in ko jo spustite, se avto avtomatsko začne počasi premikati naprej s 5 km/h. Tukaj pa ni tako, da se avto premakne, morate dejansko stopiti na gas in ko date nogo dol s pedalke, začnete bremzati. S tem sistemom Tesla obnavlja energijo in špara bremze, hkrati pa to pomeni, da za vožnjo dejansko rabite uporabljati samo eno nogo, izjemoma tudi rabite stopiti na bremzo. Veva, sliši se malo bizarno, ampak ko enkrat osvojite to, vam bo kar malo čuden iti nazaj nek navaden avto. Naslednja stvar, ki pa jo mora tudi nujno omeniti, pa je avtopilot. Torej, avtopilot v Model 3, uporabljati ga ali ne? Odgovor je ja, ampak ne za vsako situacijo, oziroma morate vedeti, kje so njegove meje. Ok, zdaj testiramo avtopilota. Ja, smo na avtocesti, pa sam. Scrollamo, to se pravi, imate vse, imate opozorilo o omejitvi hitrosti, imate omejitev hitrosti, vse ostalo, recimo odstopanje, opozorilo na nevarnostna leta, vse te stvari, v glavnem Full kustomizacije. Full. In se s tem res lahko igrate, sicer mi vam priporočamo, da to delate ali s sopotnikom ali pa pač preden stopite. Ja, jaz tega, ko vozim, zdaj ne bi delal. Ne, ker pač izgubite fokus iz vožnje na to zadevšno. Jaz se pa avto pelje tako, tukaj imate prestave, dvakrat se dol klikne in evo, gledajte. Čakajte, zdaj nisem. Evo,
takole bo. Evo. Se takoj vidite tlele modre črte, pa tlele zgoraj se modro obarva. Pomeni, da je v načinu. In evo, glejte, jaz roke imam stran, mi se furamo normalno, nič ni tega ne počnite načeloma, to je samo zato, da prikaževa, ampak evo, zdaj se bližamo avtu in sam drži tudi distanco, se upočasnjuje. Glejte, čist super, za avtocesto, za daljše vožnje je tole odlično. Jaz pač načeloma držim gor, ker tudi napiše, da je treba držati roke na volanu za varnost očitno, ampak evo, zdajle recimo, glejte, zdajle je mečka novinka, kako ga bo speljal. Nič ne držim, še mečkam pospešuje. Evo, glejte, lepo gre na ovink noter, tako da tole zaenkrat je, sicer piše, da je beta verzija, ampak zelo dobro deluje. Ja, hočem res izpostaviti, da je nujno, da držite pri volanu, ker ta zadeva lih ni 100%. Ja. Pa to moram opozoriti, da zelo dobro deluje, če so pač črte, če so bele črte. Ja. Če ni črt, Na kakšnih stranskih cestah to ne bo delovalo. to ne bo šlo skozi. Če pa je, pa morava reči, da deluje, kakor ste videli, precej dobro. Ja, zdaj sem jaz prišel tam nazaj v manual vožnjo. Vidite, tudi ni več modre svetlobe. Ja. In mislim, da je to ful taka zabavna zadeva. No, jaz sem se sicer malo bal, preden sem prišel, ampak se vidi, da je zelo uporabna. Evo. Tukaj roke držite na volanu, za varnost, roke držimo na volanu, a ne samo to pa pač roke damo stran, če zmeraj vse fura, normalno fura, malo je ovinka, super gre tole. Bravo Tesla, dobro ste to naredili. Mava palc gor. Za Teslo. Drugač pa je pri menjavanju pasov in v zelo gostem prometu, kjer se vam zna zgoditi, da boste mogli kar lepo sami prevzeti nadzor, ker vam avto lahko sunkovito zapelje na drug pas ali pa sploh noče zamenjati pasov. Zna se vam zgoditi tudi tako imenovano fantomsko bremzanje, ko avto zabremza brez nekega očitnega razloga. Gre sicer za problem v sami programski opremi, za katero Tesla že išče rešitve, ampak moramo priznati, da pri človeku sproži kar malo nelagoden občutek. Ja. Ko vam naposled po vsej tej vožnji zmanjka štroma v 75 kWh veliki bateriji, lahko Model 3 napolnite doma v garaži čez noč, kar zelo priporočava, s priloženim polnilnim kablom in dobili boste eno luštno animacijo, ki vam pokaže stanje polnjenja. Lahko pa tudi enostavno prepustite, da avto sam prek zemljevida za navigacijo najde najbližjo supercharger Teslino postajo. Teh je sicer po vsem svetu že okoli 30.000, ja, v Sloveniji pa je recimo v okolici Ljubljane pri hotelu Mons na Brdu, v Mariboru jih tudi najdete in pa v Kozini pri Casinoju Admiral, kjer smo to izvrstno izkušnjo doživeli tudi mi sami, ko smo se zvečer vračali domov. Super polnilnica avto nafila v približno 40 minutah, ampak je za to polnjenje treba tudi malo več plačati, kot na navadni električni polnilnici, plačate pa s kreditno kartico, ki je vezana na Teslino črno kartico. Torej, kakšna je končna sodba? Je Model 3 res vreden hypa? In pa predvsem, če je vreden cene? To je dobro vprašanje in odgovor je ja in ne. Ja, ker ima glede na ostale električne avtomobile v tem rangu zelo konkurenčno ceno, in ne, ker Model 3 definitivno ni avto za vse. Sploh, kot sva že rekla, za avtomobilske puriste, ki je zvok motorja in razni detajli v notranjosti veliko pomenijo, saj je precej minimalističen in ti puristi boste lahko hitro najdeli kaj za pritožvati, poznava enega, samo zato, ker je Tesla malo drugačen avto, kot ste pač navajeni. Ja, to je avto, ki je zelo lep, futurističen, zelo lepo se vozi, ima odličen pospešek in z njim se lahko postavite pred drugimi ljudmi, da ste kriptomilionar ali pa IT-ovec, ki mu je ratal v lifeu. Hkrati pa je tudi avto, ki vas lahko zaradi svojega futurizma zafrustrira, sploh zato, ker nima določenih gumbov, s katerimi bi lahko hitro in enostavno nekaj spremenili, pa morate namesto tega po ekranu scrollati. Ali pa ima stikala in so na takem mestu, da se samo popraskate po glavi, naprimer za odpreti vrata od znotraj stikalo tam, kjer bi ga pričakovali imeti za spuščanje stekel. In če se spozabite, lahko vrata odprete kar med vožnjo, če jih nimate zaklinjenih. Imel nelagodno. Ja. Tako da, če imate dosti keša, ste tehnološki entuzijast, ste jaz in vas skrbijo cene goriva, ki grejo v nebo, pol je Model 3 siguren vreden premisleka in v marsičem boste z njim ful zadovoljni.
Če pa to niste, pa bi avto še zmeraj radi sprobali, ker vam toplo priporočava, pa si pogledajte spletno stran podjetja EV-Dash, kjer lahko ugodno najamete električni avto in s tem varujete tudi okolje, saj z vsakim najemom posadijo eno drevo. Tako da dajte pohiteti, dnevni najem vozila ob odprtju podjetja bo 147 €, tako da res dajte izkoristiti ponujeno priložnost, ne bo vam žal. Še enkrat pa hvala fantoma iz podjetja, da ste nama avto dala na test za sprobati. No, to je to. Prišli smo do konca tega malo daljšega videa. Tale vožnja s Teslo je bila za naju res božanska izkušnja in ful si želiva, da bi jih imela še več. Nam je bil to tudi izziv, kako predstaviti ter posneti nekaj takega in nek korak izven najine cune obdobja, za kar pa sva zelo hvaležna, da sva lahko izkusila. Upava, da ste bili s tem videom zadovoljni tudi vi, tako da nama napišite spodaj svoje mnenje v komentarje. Mi pa se že kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!